Avstrijo pretresa nov umor vplivnice. Njeno truplo so našli v bližini slovenske meje, dejanja pa je osumljen pripadnik elitne policijske enote Kobra. Ta je policistom tudi pokazal mesto, kjer je pokopal pokojno 34-letnico, trdi pa, da je šlo za nesrečo. Primer močno spominja na tragično smrt 32-letne vplivnice Stefani, ki jo je konec lanskega leta umoril nekdanji partner, 31-letni Slovenec. Danica Jovanovič. 34-letno fitness trenerko in ljubiteljico pohodništva in potovanj Johano G. iz kraja Tilmiš na avstrijskem Štajerskem so prijatelji in starši pogrešali od petka. Včeraj pa prejeli novico, ki so se jo najbolj bali. Policisti so 34-letnico našli mrtvo. Wir wissen aus bisher vorliegenden Chatverläufen, dass der 30-Jährige offenbar jene Person ist, die vor dem Verschwinden der Frau zuletzt direkten Kontakt mit ihr hatte. Diese Tatsache wurde von ihm vorerst in Abrede gestellt und konnte dann über zutage gebrachte Chatverläufe mehr oder weniger unter Beweis gestellt werden. 30-letni osumljenec, pripadnik specialne avstrijske enote Kobra, je po večurnem zaslišanju priznal, da je žrtev zadavil, a trdi, da je šlo za nesrečo, ki se je zgodila med sporazumnim spolnim odnosom v avtomobilu. In weiterer Folge habe er sie im Bereich seines Wohnsitzes dann im Wald vergraben. Wir sind eine relativ ländliche Gemeinde und normalerweise kennt man das aus den Medien oder aus den Zeitungen. Wenn es im eigenen Ort passiert, ist das natürlich ganz was anderes. Dogodek je skupno še toliko bolj pretresel, ker gre že za drugi femicid v zadnjih mesecih. Oba zločina sicer povezuje več podrobnosti. Obe žrtvi sta bili zakopani v gozdu, obe je umoril moški, s katerima sta bili žrtvi intimno povezani, obe sta bili zadavljeni. Vzrok smrti Johane mora sicer potrditi še obdukcija. Na domneve, da naj bi bila žrtev noseča, policija pravi. Es sind Mutmaßungen. Es gibt keine ärztliche Untersuchung bis dato, die das bestätigen würde. Darum warten wir auf die Obduktion. Specialna enota Kobra, kateri pripada osumljenec, sicer ni del policije avstrijske Štajerske, ampak deluje na zvezni ravni, še pojasnjujejo avstrijski policisti, zato da pri preiskavi primera ni razlogov za pristranskost.